Krajani Spodnjih Pirnič to noč pričakujejo strahom, saj spomin na zadnjo bučno zabavo še vedno živ. Pred krompirjevimi počitnicami, takrat pa jaz ob zaprtem oknu sem v spalnico, ki je obrnjena na to smer, sem slišala tisti dum, 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 dum. Ni se dal spat. Do 4 po noči je razbijal, od 4 naprej se je pa slišalo avtomobile, kako norijo, in ljudi se je slišal njihov pogovor. Na pomoč so takrat poklicali policijo, tokrat pa bodo dogajanje lahko le nemočno opazovali, saj bo diskoteka zaradi jutrišnjega praznika dneva Rudolfa Maistra lahko povsem zakonito odprta do zgodnjih jutranjih ur. Gre za to, da imamo načeloma vsi majhne otroke. Te otroci se ponoči zbujajo in hodijo spraševati, kaj ropota. In to se dogaja vsak vikend do zdaj. Bojijo se, kaj bo, ko bo diskoteka, ki redno posluje izven obratovalnega časa, zaživela s polnim zagonom. Teh hiš tukaj ne bi kupili, če ne bi imeli jamstva, da ta diskoteka ne bo nikoli več obratovala. Zaradi hrupa in nočnih izgredov njihove hiše v idilični naravi izgubljajo vrednost. Dogajajo se stvari vedno v bistvu šele po 10. uri zvečer. Problem je pač v tem, da lokal Lipa bar nima obratovalnega dovoljenja za gostinsko dejavnost po 22. uri. Od poletja, ko je klub Lipa začel ponovno obratovati, je tržni inšpektorat opravil kar 16 nadzorov in ugotovil 31 prekrškov. Izrečeno je glob v višini 40 000 evrov, kar mislim, da resnično ni malo. Pa vendarle še vedno gospa Zavašnik vztraja, da bo obratovala izven obratovalnega časa, ki ga ima dovoljenega in potrjenega. Informacije o zabavi in številu domnevnih ljubiteljev elektronske glasbe preverimo iz prve roke pri Mileni Zavašnik. Prosim, Milena. Dober dan, a se za današnji dogodek še da rezervirati kakšno mizo? Lahko. Lahko? Pričakujete, da bo veliko ljudi, da bo zabava? Glejte, boste mizo rezervirala? Ker se za rezervacijo mize v krvavi diskoteki nismo odločili, smo ostali brez pojasnil, na katere pa brez uspeha že dolgo čakajo tudi krajani.